Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, nekateri vam očitajo, da Piran stoji razvojno, da vlaga ni. Kateri projekte ste v času vašega mandata uspeli izpeljati? Mi smo kar precej naredili. Smo energetsko sanirali šole. Naslednji teden, pravzaprav ta teden, bomo odprli šolo, novo šolo v Sečovlje. Rekonstrukcijo ceste smo odprli Kažun, to je za brezdomce, in lahko bi še naštel še in še. No, napovedali ste, da bo do občinskega praznika znan najboljši predlog za sanacijo skladišča soli z okolico. Ali bo ta projekt izpeljan, kot je bilo načrtovano? Ja, mi smo že izbrali te 3 ideje. Pravzaprav je bilo zelo težko izbrati eno idejo. In mi smo izbrali kar 3 ideje in bomo to prav kmalu tudi razglasili, kateri so ideje, ki so bili najboljši, nam najbolj všeč. Kdaj boste to razglasili? Čez približno 10 dni. No, Marina Portorož je pomladi pripravila tudi javno razgrnitev projektov preureditve marine. Kako občina sodeluje pri teh projektih? Mi sodelujemo zelo tesno z marino, kajti je to v našem interesu. To je spet nekaj, ki bo dalo nov zagon za razvoj v naši občini, ampak to je v bistvu državno-prostorski načrt. In usklajujemo in upamo, da to bo prav kmalu tudi videl luč sveta. No, kako pa občina gleda na zapleteni položaj lastniške strukture portoroškega kazinoja? Jaz moram reči, da jaz sem prav ponosen na vlogo občina, da pred 2 letoma kazino ni šel v stečaju, kot je bilo v bistvu zaželeno z nekateri drugi akterji. Drugače letos ne bi mi praznovali 100. obletnice kazinoja. To bo moral država se odločiti, kakšno bo kazino, kakšen bo novi zakon glede igralništva. No, čeprav piranska občina velja za dobro stoječo, pa vseeno veliko meščanov živi pod pragom revščine, na kakšen način jim občina priskoči na pomoč? To je nekaj, ki sem zelo ponosen. Jaz sem človek, ki razume stiske ljudi in mi delimo bone za tople obroke, subvencioniramo stanovanje, imamo brezplačne prevoze iz garažne hiše do center Pirana in seveda, da ne nazadnje tudi, kot sem rekel prej, brezdomcev smo tudi nudili zavetišče. Še to, kako komentirate napoved koprskega župana, da bo kandidiral v Piranu, kako to vpliva na odnose med občinama? Bom tako rekel, smo v demokratični državi in je gospod Popovič lahko kandidat kjerkoli želi, kot jaz bi tudi lahko kandidat kjerkoli želim. Jaz mu želim vse najboljše, ampak jaz mislim, da najboljše bo zmagal. Glede odnose med občinama, to je kar v redu, ne glede na tega, da mogoče med županoma ni najboljše, ampak to pa je tako. Najlepša hvala za pojasnila in seveda tudi za obisk v našem studiu. Hvala vam.